V enem najhitrejših političnih zlomov v vsej ameriški zgodovini kaže, da Tom Massey ne bo postal predstavnik. In to je šokiralo veliko ljudi, ker so se možnosti spremenile tako hitro. Pridi tja, človek, poglej to. Možnost, da je Massey dejansko republikanski kandidat za 4. okrožje Kentuckija, se je v zadnjih 10 dneh precej zmanjšala, glede na napovedni trg Cash Brick. Poglej to. Pred 10 dnevi je bila 71%. Poglej, kje je ta številka zdaj. Zdaj je 44%, torej so možnosti, bolj verjetno kot ne, čeprav je zelo blizu, da bo Massey dejansko poražen. Ampak spet, morali bomo počakati in videti, kako bodo glasovi oddani in prešteti, ker je to res zelo blizu. Ampak kadarkoli trenutni član kongresa izgubi, je v očeh volivcev naredil nekaj resno narobe. In v tem primeru, če Massey izgubi, je to zato, ker se je zameril Donaldu Johnu Trumpu. Res je, zameril se je Donaldu Trumpu, ki ni bil prav nič zadovoljen z njim. Imamo pa tudi nekaj drugih spornih zadev. Naprimer, škandal, ki je izbruhnil z njegovo bivšo punco. Poglejmo, kaj ima Donald Trump povedati o Tomu Masseyju, ker mislim, da vam to pove vse, kar morate vedeti o tem človeku. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K., vaša voditeljica. Poglejmo. Upam, da ga boste jutri spravili iz posla. Sem v ovalni pisarni in borimo se proti najslabšemu kongresniku v zgodovini naše države. Ime mu je Thomas Massey, prihaja iz Kentuckija. Upam, da ga boste jutri spravili iz posla. Tako slab je, čakajo ga volitve. Kandidira proti odličnemu človeku, velikemu domoljubu, Edu Jill Reynu. Je fantastičen. Ampak pozabite na to, Massey je najslabši kongresnik v zgodovini naše države. Vedno glasuje proti republikancem in dobrim vrednotam. Zato se znebite Thomasa Masseyja. Upam, da boste. Da, res je, vedno glasuje proti dobrim vrednotam in je ena tistih osebnosti, ki so se pojavile v politiki je že dolgo časa. Ena od teh osebnosti, ki je res nekako vodila to tako imenovano woke levico, ki se pretvarja, da je desnica, in on je bil vpleten v to in je zavzemal stališča glede teh stvari. In vedno znova je aktivno glasoval proti republikancem. Ljudje jih je razočaral. In verjetno vas ne bo presenetilo, da ta človek na splošno ni dobra oseba, ne glede na njegovo politiko. Imate vodjo njegove okrožne pisarne. Mislim, že sama dinamika je bila čudna, ker mu je vodja njegove okrožne pisarne priskrbela tisti skrivni telefon, kaj ne? To je telefon, ki ga je uporabljal za pogovore z ženskami, ko ga je imenoval boner telefon. In tako je bila vodja njegove okrožne pisarne vpletena v to. In potem nikoli dobro, ko ima republikanec boner telefon. Veš, samo mehen nasvet. Ne imej boner telefona. In tudi kot vedno, kadarkoli je bilo kaj takega. Kaj misliš s tem, da je bil vodja njegove okrožne pisarne vpleten s svojim boner telefonom? Ko da je šel in mu prinesel njegov boner telefon. Torej plačuje sodelavca z davkoplačevalskim denarjem, da upravlja njegov boner telefon. Njegov. Da gre in prinese, pobral me je na letališču, ne med delovnim časom, ni me pobral na letališču med delovnim časom, ampak gre po svoje surovo mleko. Začni se pogovarjati z osebjem Thomasa Masseyja in poglej, kako pogosto je vodja njegove okrožne pisarne dejansko v okrožni pisarni. Poglej, kakšno presenečenje. Tip zlorablja svojo moč. Kdo bi si to lahko predstavljal? Resnica je, da so ljudje iz Kalšija zelo zavzeti. In fantje, to se mi zdi resnično fascinantno. Torej, to je Tomaš Massey. Tomaš Massey, 70, 80, 70. Bum! Padlo je na 43%. Kakšen neverjeten padec. 10 maj. To je bil dobesedno nor padec. In mislim, da bomo do zdaj ali do trenutka, ko bo ta video objavljen, že slišali, da je Ed verjetno novi kandidat. Ampak resno, ste že kdaj videli kaj takega? To je popolna politična anomalija. Mimogrede, Kalši sponzorira to epizodo. Zato si prenesite aplikacijo Kalši in uporabite kodo MIRA, da dobite $10 popusta, ko trgujete za $10. Kalši je KALSHI. Stavite svoj denar tam, kjer je vaša napoved. To je isti sistem glasovanja, isti napovedni trg, ki smo ga gledali v prvem videu, da pokažemo, kako hitro se je vse spremenilo, ker se je resnično popolnoma izjemno spremenilo. V redu, poglejmo, kaj se še dogaja tukaj. Preberimo nekaj o tej punci. Cynthia West je obtožena, da je predstavnik Thomas Massey silil spolna dejanja in naj bi jo domnevno odpustil, potem ko ga je zavrnila.
Prav tako trdi, da ji je Masi kasneje ponudil denar za molk in pogodbo o nerazkrivanju, da bi ostala tiho, pri čemer naj bi bile uradne pritožbe vložene leta 2025. Spet nič presenetljivega. Kot sem rekla, je bilo zelo intenzivno, zelo hitro. Želel je zelo hitro preiti na naslednje stopnje. Na koncu sem dobila prstan obljube. Veliko časa sva preživela skupaj, ko nisem imela svojih otrok, ker sem jih imela en teden pa ne. Tako sva bila ali v stikih, pisala sva si sporočila, ali pa ko nisem imela otrok, sem bila jaz v Kentuckyju, ali pa je on prihajal k meni. Preprosto ne prenesem vseh teh zgodb in poglejmo, kaj piše tukaj. Thomas Massie nam je rekel, naj verjamemo vsaki žrtvi Jeffreya Epsteina. Rekel je, da je predsednik Trump zaščitnik pedofilov. Thomas Massie živi v stekleni hiši in že dolgo časa meče kamne. Cynthia West, ženska, ki obtožuje Thomasa Massija, se mi bo pridružila za intervju to nedeljo. Zasluži si, da pove svojo zgodbo. Zasluži si, da jo slišimo. Torej, to je ona, kaj ne? V redu, zdaj pa preberimo, kaj se je tukaj zgodilo. Nekdanja sodelavka kongresa in bivša punca Cynthia West mi je povedala, da je bil Massie zelo nadzorovalen fant in da je ukazal izbrisati njen račun na X-u, da bi lahko nadzoroval njeno spletno prisotnost, ko sta hodila. 2 meseca potem, ko mu je umrla žena, s katero je bil poročen 30 let. Gospa West je povedala, da je Massie z njo komuniciral prek telefona za enkratno uporabo, ki ga je imenoval boner telefon, in se je skliceval na erekcije, ki jih je dobival zaradi številnih žensk, s katerimi je imel spolne odnose, ko mu je umrla žena. Gospa West mi je povedala, da je bil ta telefon za enkratno uporabo domnevno pod nadzorom direktorja Toma Massija, Chrisa McCaina, za katerega je trdila, da je upravljal Massijevo komunikacijo z ženskami, s katerimi je imel spolne odnose, tako da bi lahko, če bi kdaj šle v medije, McCain odstranil ta telefon brez kakršnekoli povezave z Massijevo pravo številko in kongresno pisarno. Cynthia je hodila z Massijem 5 mesecev. Vedno se vse vrne na iste stvari. In spet ti ljudje vedno, res vedno delajo iste napake. Iskreno je kar dolgočasno. Poglejmo, kaj ima Damna Gina povedati na to temo. In ljudje, to je zame težek pogovor, ker sem res verjel tega tipa. Res sem. Podpiral sem ga nekaj časa, tudi takrat, ko sta se on in predsednik Trump sprla. Na nekaterih področjih je bil dober. Ampak nekaj vam bom povedal. Nikoli nisem bil tako razočaran nad človekom v politiki, kot sem nad Tomom Massijem. To je kar močna izjava. Večinoma sem se držal stran od te tekme, nisem preveč komentiral. Ker bodo ljudje v Kentuckyju izbrali, koga želijo. Če želijo Toma Massija, jaz nisem prebivalec tega okrožja. Živim na Floridi. Izberite, kogar želite. Njegov nasprotnik bo prišel čez približno 1 uro. Postavili bomo nekaj vprašanj o temah, ki so vam pomembne. Nošenje orožja brez dovoljenja, Iran, NATO. Vendar, ko sem prišel tja na tisto mesto, nisem mogel verjeti, kakšen prevarant je ta tip. Mislim, res epski prevarant. Ne glede na to, kaj si mislite o tem tipu, vam povem, nimam svojega interesa v tej zadevi. Podpiral sem ga. On je popoln prevarant. Prevarant. Sprašujem se, zakaj to govori. Odločil se je za neko akcijo zbiranja denarja in je ljudem popolnoma lagal o mojem delovanju tam, preprosto vam laže v obraz. Večkrat sem poskušal tega tipa povabiti, da bi mu dal pojasnila o primeru, o katerem je nenehno govoril na Twitterju in s tem povzročal resne težave, mimogrede. In mislil sem, da verjame v pravičen postopek. Domnevno libertarec pa želi primer obravnavati kar na X-u. In tega ni storil. Bil sem tam od marca do januarja letos. Veš, kolikokrat je prišel na obisk in spraševal o teh primerih, kljub večkratnim ponudbam o primerih, o katerih je ves čas govoril, kjer bi mu dejansko lahko povedali. Niti enkrat. In ničesar ti ne bo povedal. Vsi njegovi zavajajoči odgovori, njegove lažne opombe skupnosti, vse to je le preusmerjanje pozornosti od dejstva, da tega noče priznati. Ponudili so mu podrobno seznanite v določenih okvirih o teh zadevah, o katerih na X naklada, da bi napadel predsednika Trumpa in druge ter pravico do poštenega postopka. Lahko bi mu vse takoj pojasnil, pa tega preprosto ni hotel storiti. Noro je, kaj se dogaja. Poglejmo, če so rezultati že znani. Je zmagal? Je zmagal? Ali izgubil? Seveda vse povežejo z Izraelom. Kongresniki iz Kentuckyja, ki se ni strinjal s predsednikom glede zvezne porabe in Epsteinovih dokumentov, se bo v torek soočil z republikanskimi volivci.
Zanimivo pri vsem tem je, da so jim nekako uspelo to povezati z Izraelom, kar je res neumno. Ampak Trump se je spravil na Messija. Thomas Messi si zasluži izgubiti. Mislim, da se s tem kar strinjam. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Čakamo na rezultate in upamo, da bodo kmalu znani. In prav je, da ta tip res izgubi svoj stolček. Hvala za tvojo pozornost glede tega, Maza.